Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes se vam po dolgem času spet oglašam. In ja, bili smo na Sardiniji in imam kaj zapovedati. Predvsem to, naslov tega videa je, ko se znajdeš z ljudmi z različno vibracijo na istem avtobusu ali pa v isti pisarni ali pa v isti družini ali pa v istem podjetju, enostavno, ko vidiš, da enostavno niste za skupaj. No, zdaj vam pa povem, kaj se dogaja. Sardinija je, sanjski otok. Zame osebno sem prišla do zaključka, da je otok čiščenja moje karme. Medtem ko Sicilija, kot veste, zdaj tisti, ki vas več zanima o zgodovini, recimo Sicilija je južni del posejan s templji. To je majčkeno levo od vulkana Etne, da ne bom zamenjala, zvezujem, od Etne. In vemo, da recimo zdaj, če govorim o Siciliji, Sicilija je otok, ampak Etna kot vulkan je toliko časa bruhal, da se je priključila ta lava otoku in zdaj to je en otok. In prav recimo na Siciliji je ta južni del posejan s templji še iz časa stare Grčije, tako da tja bom še šla. Ne vem še kdaj, ampak. Zdaj se pa ravnokar smo prišli iz potovanja, to ni bilo duhovno potovanje, da se razumemo, iz Sicilije, medtem ko organiziram v začetku oktobra pa duhovno potovanje v Medžugorje in dejansko pričakujem, da bomo približno na isti vibraciji ti ljudje. Medtem ko tukaj pa nismo bili na isti vibraciji. Nekateri so šli preko agencije in so bili čisto v drugi frekvenci in druga polovica oziroma 3/4 ljudi je bilo tistih, ki spremljate mene in ste dejansko želeli iti na počitnice skupaj z mano. Jaz se vam opravičujem, tisti, ki ste bili z mano. Jaz osebno toliko, zdaj drugače ne moram reči, ampak v bistvu tiste počitnice, ki jih jaz organiziram, vem, kako pridemo nazaj, s kakšno energijo. Tukaj ni bilo tako da v glavnem zanimiva lekcija. Zdaj pa, če gledamo. Ko imamo v življenju določene lekcije za predelati, takrat logično dobimo ljudi takole pred sebe, zato da ozavestimo svoje rane. Ker če je vse krasno, vse super, vse laufa, kako boste vedeli, kje imate rano? In z ljudmi se povezujemo s podobnimi frekvencami. Recimo, kako je to možno, da ženska, ki odrašča ob očetu alkoholiku, potem se poroči, ta mož je isti kot oče, ravno tako je alkoholik, se loči in naslednji mož je pijanec. Kako je to možno? Se pravi, je v tej ženski neka vibracija, frekvenca, ki oddaja jezo na alkoholike, te so pa mogoče jezni na kaj druga, pa je njihova osnovna vibracija jeza. In se dejansko na tej osnovni vibraciji najdejo skupaj. Lahko je recimo družine, ki predelujejo spolne zlorabe in tako naprej, je njihova osnovna vibracija sram. Se pravi, dekle je bilo v mladosti spolno zlorabljeno. Seveda tega noče, ampak njena vibracija je sram. Ona se sramuje tega, kot da bi bila ona kriva na ta način, ne? Ker ponavadi žrtve, ti zlorabljevalci jim dajo vedeti, da je v bistvu ona kriva, ker če ona ne bi bila taka, kot je, se ne bi zgodila spolna zloraba. Se pravi, je tukaj osnovna vibracija sram in seveda dobi nekoga, ki je na isti vibraciji sramu in seveda tudi verjetno ima izkušnjo spolne zlorabe ali je on zlorabljevalec. In tako v bistvu se povezujemo na podlagi vibracij. No, in v glavnem, tako se je zgodilo v našem avtobusu, bili smo na različnih vibracijah. In tako se lahko zgodi v
v vašem življenju ali pa v vaši pisarni, da recimo pridete nekje, dobite službo in v tej službi je vse super na začetku, ampak potem pa začnete opažati, da nekaj škriplje. In to, kar škriplje, so različne vibracije. In to pomeni, vi ste na eni vibraciji, nekdo drugi je čisto na drugi vibraciji. Recimo, vi iščete varnost, recimo. Se pravi, je vaša vibracija strah pred izgubo varnosti, na tem vibrirate. In greste v službo, kjer se pokaže, da boste imeli neko zagotovitev, da boste lahko varno zaživeli. In tam se najdejo sami taki ljudje, ki so na isti vibraciji strah pred izgubo varnosti. In kaj se potem zgodi? Vam začnejo skakati v glavo, zaradi tega, ker iz svojega strahu oni se hočejo ukopati tam. Si narediti okope, da pač, če se karkoli zgodi, da oni ne izgubijo službe, da jo boste vi izgubili. Se pravi, vas morajo očrniti pri drugih ljudeh, pri nadrejenih, in če pride do česarkoli, imajo oni sigurno zaledje, da boste vi prvi ob službo. In to so različne vibracije. Vedno se vprašamo, kaj me nek odnos uči, kaj moramo zavestiti. Mogoče slišite tako, imam večkrat takle glas. Jaz sem zdaj na Sardiniji določene stvari še ozavestila in to, kar sem ozavestila, je povezano z davljenjem, ko sem bila v enem življenju sužnja. In vse vemo, da dobesedno grejo energije preko celičnega nivoja, da se sprostijo in zdaj sem v procesu čiščenja. Tako. In je tako zanimivo. Kar nekaj dam, ki so bile z mano, so ozavestile, da tudi one predelujejo neke karmične lekcije, ki jih je treba ozavestiti. No, zdaj pa pojmo mečkaj, sem rekla, bom vas karte potegnila preko kart, pogledamo, kaj se učimo tisti, ko se znajdemo nekje, v družini lahko tudi, z ljudmi, ki so na različnih vibracijah. Pa dajmo najprej pokukati v tele karte, to so Ošutove karte. Prva karta je itak. Dadam, pretekla življenja. Točno to. Pretekla življenja, ker moramo dobiti te ljudi. Moramo dobiti to, da nam pomeče našo bolečino v obraz. Opažam, da moja generacija predeluje čas prve in druge svetovne vojne. Generacija mojih staršev po večini predeluje čas prve svetovne vojne in še za nazaj. Medtem ko recimo generacija mojih otrok pa po večini predelujejo nekateri čas druge svetovne vojne, nekateri čas Vietnama, kar precej jih je, in nekateri čas, no dobro, Vietnam, hipi, nekateri recimo 65. leta osvobajanja, recimo tudi črnstvo, suženjstvo in te zadeve. Tako da ja, glejte, to življenje je poligon, kjer se učimo. In je vse v redu. Točno take izkušnje, ki jih dobimo, je vse v redu. A veste, kaj se je zgodilo? Eno simpatično bitje je prvič šla na počitnice tako sama, brez možatkov, z morem. In se je zgodilo, da se je samo njej zaklenila ključavnica in je občutila strah, kaj če se ne bo mogla rešiti. In dejansko predeluje strah iz zadnjega življenja, ko je ostala majhna punčka v zaprtih prostorih in je nihče ni najdel. A veste, tako, a ne pa če rečeš kar nekaj, a ne? Zgodi se. Točno to se zgodi, kar potrebuješ. Naslednja stvar pa, mi smo ustvarjalci svojega sveta. In ta ustvarjalec, to pomeni, da če se vam dogaja v pisarni, v službi, da je ves čas nekaj, kaj vas uči. Od kje vi ustvarjate? Če boste ustvarjali z tega, da to se dogaja to, ves čas vrtiš. Ustvarjaš iz svojega strahu. Ampak ker sem jaz ustvarjalec svojega sveta, ko vidim, da so okrog mene take vibracije, se lahko umaknem. Ampak povem, kaj je bilo danes. S hčerko sva šle še na kosilo in je za sosednjo mizo glasno, ampak res glasno gospa telefonirala in se pritoževala in to je bilo. In midva ravno dobiva hrano. Jaz nisem vprašala hčerko, nisem rekla, me pa gre to na živce.
Ampak enostavno mene je to motilo, da poslušam pritoževanje od nekoga drugega in sem vstala in sem šla do gospe in sem rekla: gospa, oprostite, ampak malo preveč na glas govorite. In ona je tistam rekla: joj, oprostite, v redu je, in se je pol še prišla tako, je rekla: res pozabila sem, da preveč na glas govorim. Veste, mi smo vedno lahko žrtve in se pritožujemo. Ona preveč na glas govori, kva je nejasen, tukaj v gostilni, vse moti. Žrtev. Ustvarjalec, ker delaš iz svojega miru, vstaneš in vljudno prosiš. In če ne prosiš, kako lahko dobiš? No, gremo nazaj na Sardinijo. Na Sardiniji smo imeli vsak večer ribe. In en večer mi je zmanjkalo svežih rib in da rečem, pač tam temu, verjetno je bil glavni šef strežbe, sem rekla, da bi ribo, je rekel: počakajte, vam bom prinesel za mizo sveže pečeno. In mi prinese svežo pečeno ribo in ostali rečejo: ti imaš pa protekcijo. Sem rekla: ne, jaz sem prosila. Jaz sem vprašala. Recimo spet navadni jogurt zjutraj. Pač vse sladkano, nekako. V tem hotelu je pač navadni jogurt je s sladkorjem in umetni jogurti so s sladkorjem in jaz pač tega ne jem. Pač navadni jogurt sem želela jesti. In samo prosila sem, a lahko dobim navadni jogurt. In mi ga je prinesel. A veste, če ne vprašaš, kako boš dobil? Kako? Je nemogoče. Zato je pomembno, da mi, ki ustvarjamo iz svojega miru, pač, ko vidiš, da te nekaj zmoti, stopiš do osebe in prosiš. In če ne dobiš tistega, recimo v tem primeru, če je sodelavka, jo prosiš in je še isto, se umakneš. Ustvarjalec poskrbi vedno za svoj mir, ker iz tega miru lahko ustvarjaš še več miru. V nasprotnem primeru, če iz svojega nemiru, se pravi svoje drame, ustvarjaš, dobiš še več drame. In tretje sporočilo. Glejte, kaj smo dobili. Pretekla življenja, ustvarjalec in ustvarjalnost. Kaj kreiram iz svojega notranjega sveta? Kaj kreiram? In tisto, kar kreiram, se kaže na zunanjih okoliščinah. Ja, seveda tisti, ki se vam veliko stvari dogaja, pa rečete: pa jaz tega nočem, jaz tega ne ustvarjam. Lahko ste to ustvarili v preteklem življenju. In zdaj morate podelati. Ni nujno, da je iz tega življenja. Tako kot recimo tale moja Sardinija, sigurno ni iz tega življenja, ampak sem rabila to izkušnjo, da sem ozavestila to energijo davljenja. Zanimivo, prav Sardinija. Jaz sem recimo, ko sva bila z bivšim možem na Sardiniji, to je bilo prvič, veste, bila je Alghero, tisti, ki ste bili, veste, kakšne peščene plaže so, božanski sončni zahodi. In gremo po tisti potki, ene nove ljudi sva spoznala, moj bivši mož klepeta s tistimi bivšimi ljudmi in sem rekla, z ljudmi. In v glavnem rečem: joj, lej, kakšen lep sončni zahod. In reče: se bo jutri spet, in grejo naprej. In jaz, ta stara Minka, kaj bi delala? Jaz bi hodila za njimi, pa bi se pritoževala, pa bi bila: vedno sem na zadnjem mestu, nikdar ne zame poskrbljeno, nikdar me ne sliši. Žrtev, In takrat, kraljica pa ustvarja. No, in kaj kraljica ustvarja? Mir. In oni so šli naprej, jaz se usedem in opazujem čudovit sončen zahod. To je to. Ja, vem. Lažje je govoriti kot narediti, vem, ampak vam povem, da vi kot odrasle osebe ste odgovorne za sebe in svoje mladoletne otroke. Niste odgovorni za svojega partnerja, pač niste, za sebe. In ko imate vi radost v srcu, verjemite mi, iz te radosti
to šprica energija na vse konce. No, pojmo zdaj naprej. Naslednje sporočilo pa je srčna čakra. Ja, zato, ker sebi dajem ljubezen. Zato, ker sebi dajem ljubezen. Vidim ljubezen, ker jaz sem ljubezen, in ko vidim nekaj, kar vibrira na tej energiji ljubezni, se ustavim, posrkam to vase, to je energijo. Pač to je srčna čakra. Kaj mislite, da srčno čakro napaja? Radost. Edino radost je tista, ki gre čez srčno čakro. Nobena druga čustvo, hvaležnost, ampak radost, ta otroška razigranost, ki enostavno življenje je tako lepo. Naslednje sporočilo, stvarjenje. Ustvarjalec, stvarjenje. V meni se vsak dan rojeva nova energija. Jaz sem povezana s plodnostjo in z obiljem. To je to. Zanimivo. Skozi srčno čakro ustvarjam. Skozi radost ustvarjam. To je. In resnica. Resnica me osvobaja. In druga stvar, vedno in povsod izražam resnico. Ja, ta je pa malo težka po moje. Zato, ker vedno in povsod izražati svojo resnico je povezano tudi s tem, da je tako enostavno, ne? Zdaj, govorica telesa poznate, ne? Ko nekdo naredi takole, je tako, dajmo malo prekrit. Ja, so določene stvari, ki jih ravno javno ne morem govoriti, ampak vem, da bom določenim osebam mogla izraziti svojo resnico. Ampak bom, zato ker samo resnica te osvobodi. Samo resnica. Tako da, ja, zdaj me tle gor, ja, vem. Jaz zase govorim, ne? In tudi vi, recimo leta nazaj, sem ostala brez glasu. Sem bila še v zakonu. In grem na zvočno kopel. In ko sem bila na tej zvočni kopeli, ta gong kopel, meni to aktivira in pridem do svojega glasu in tako naprej. In grem čez en mesec spet na to zvočno kopel. In terapevt, to je Tomaž iz Radovljice, v glavnem krasne zvočne kopeli dela, gong in, kako se že reče, ta aboriginsko glasbilo. No, v glavnem. In njemu rečem, temu Tomažu, sem rekla drug mesec, potem, ko sem imela že bolj čist glas, pa rečem, jaz imam težave z glasilkami, kam naj se vležem, da bom jaz imela boljše zdravljenje. In on meni reče, ni važno, v prostoru je povsod ista energija, ampak pomaga pa, če komu poveš resnico. Pomaga pa, veste. Ampak ta resnica ni povezana s tem, da ti si meni naredil to. Ampak, ko vidite, da se neke poti zaključujejo, rečete, vidim, da te jaz ne morem usrečiti. Ko ste v službi, ko se zaključujejo poti, rečete, vidim, da jaz k vašemu napredku ne morem dovolj prispevati. Krivdo vzameš na sebe. Ker ne moreš reči, ti si mi dal prenizko plačo, sodelavka je prasica, ti si en kreten, ne gre. Prevzameš na sebe in rečeš, vidim, da jaz ne prispevam tega, kar vi pričakujete. Dobro, vem, to zdaj ni pametno glih službe pustiti, ampak vseeno, če kdo pride do točke, ko pa vseeno da odpoved in reče, jaz se ne grem več tega, potem je naslednja točka, da se vprašaš, kaj se moraš naučiti. A ne sploh tisti, ki pregorite v službah, ni da potem 2 leti doma vegetirate, potem pa greste spet v drugo službo na isti način. Ampak enostavno vas življenje uči, da začnete delovati skozi svoj talent. Danes sem govorila z enim mladim fantom. In sem rekla, kaj je tvoj talent? Prav, to je težko vprašanje, pa 23 let ima, veste. To je težko vprašanje. Rekel, jaz imam veliko talentov, ampak nobenega od teh talentov nisem razvijal. Sem rekla, pa čas. Začni razvijati talent, ker boš skozi talent obogatil svet. Sej je najdu, po moje, danes je imel take sanje, da je toliko jasno dobil sporočilo, da če bo sledil, on je sicer sanjal kravo, če bo sledil neki govedi,
ga bo povozil vlak. Ne more začeti živeti, se povezati z naravo, z energijo in bo prispeval k napredku. Mislim, da je dobil raketo, ki ga bo ponesla naprej. Gremo še na eno vodstvo boginj. Katera boginja nas ta trenutek najbolj podpira? Očiščenje. Čas je, da svoje telo in misli očistite strupov. Ja, čas je. Čas je. Vzemite v roke knjigo Ko imajo duše žur, začnite čistiti podzavest, začnite en program po en program odstranjevati in potem pejte na čakre in začnite še tisto odstranjevati z zdravilno molitvijo dekodiranja in boste videli, kako se boste prečistili. Ampak res nova energija, dobesedno nova energija. Zdajle se res dogajajo zaključni prizori našega čiščenja in vem, da tisto, kar do zdaj nismo uspeli narediti, je zdaj čas, da naredimo. Tako da vse dobro vam želim in ja, korajžno boste videli, da boste zmogli. Lepo se imejte.